Spoštovani, v tokratni oddaji gostimo Zvoneta Horvata Žnidaršiča. Pozdravljeni, Zvone. Lep pozdrav vsem skupaj želim. Danes smo pogovarjali o zasvojenosti in o vseh teh stvareh, ki sodijo k temu stanju, da pa človek ne more iz tega. Vi ste strokovnjak tega področja. Bi lahko malo mogoče predstavili sebe, kje delate, kaj počnete? Sam sem zaposlen na zavodu Pelican Caritas. To je zavod, ki pokriva različne programe in eden od teh programov, ki je namenjen pomoči zasvojencem, njihovim svojcem, njihovim sorodnikom, je tudi program Skupnosti srečanja. Sam nekako vodim ta program Skupnosti srečanja. Skupnost srečanja, dejansko to pomeni po domače, če se lažje ljudje predstavljajo, to so komune, ne? Tako, pri nas je to znan izraz komune ali Dom Pjerinove komune. Gre pa pravzaprav za program, ki je nekako naravnan, da poskuša pomagati človeku na vseh nivojih njegovega bistva, njegovega bivanja. Naj si bo na telesnem nivoju, psihičnem nivoju, duhovnem, socialnem nivoju, na vseh nivojih in sicer z namenom, da se ga usposobi za avtonomno, za samostojno življenje. Samostojno življenje je mišljeno brez odvisnosti, brez droge. Se pravi, da k vam pridejo odvisniki od droge? V glavnem od droge, v zadnjem času moram poudariti, da ne samo to, kar nekaj ljudi je vključeno v naš program, ki imajo težave zaradi alkoholizma. Sicer to so ljudje, ki so probali različne oblike urejanja zdravstvenega, zdravljenja tudi na tem področju, nekoliko manj uspešni in potem kot zadnjo možnost probajo in poskusijo tukaj. Potem v zadnjem času je tudi precej takih mlajših ljudi, ki ima težave z internetno odvisnostjo, se pravi z računalniško odvisnostjo, z odvisnostjo zaradi iger na srečo ali pa z internetno odvisnostjo, ki je povezana s pornografijo. In nenazadnje tudi precejkrat se srečujemo in nam več tudi ta problematika ni tuja, odvisnost od iger na srečo. Se pravi, razne odvisnosti imamo, ne? Tako. Ko smo že začela to temo z odvisnostjo, kaj sploh je oziroma kdaj lahko začnemo govoriti o odvisnosti od nečesa? Zdaj, ponavadi je tukaj kar veliko različnih definicij, ampak odvisnost nikoli ne moremo ločiti od zasvojenosti. Ko govorimo o zasvojenosti, seveda se srečujemo z različnimi definicijami. Pri nas najbolj pogoste so medicinske definicije, ki jih poznamo, ali pa neka socialna. Socialna zelo jasno poudarja, da pravzaprav gre za neke vedenjske težave. Vedenjske težave, ki si jih je posameznik privzgojil ali nacepil zaradi neke dolgotrajne uporabe nekih substanc, ki so strogo povezane z tem načinom življenja. Medicinska pa pravzaprav v zadnjem času se zelo veliko uporablja definicija, ki so jo nekako v svet plasirali Američani, ki pa govorijo o tem, da pravzaprav gre v nekem smislu za neko možgansko okvaro. Da gre pravzaprav za nepravilno delovanje možganov, se pravi za kombinacijo nekih centrov za motivacijo, centrov za spomin z nekimi nevrološkimi povezavami in tukaj se potem oblikuje, zaradi zasvojenosti se oblikuje potem odvisnost, ki je pa neko, če hočete, tudi vedenjski vzorec tega in se navezuje na tisto prvo definicijo in gre pravzaprav za to, da potem človek lakomno hlasta za nekimi potrebami, ki mu seveda nek pritisk, potem tukaj govorimo za nekaj obsesivno-kompulzivnih motnjah celo, ki mu nek pritisk zmanjša ali gre za neko nagrajevanje, če hočete, z nekim vedenjem, se pravi, se ta pritisk tudi zmanjša in to vedenje je poseganje po drogi, po alkoholu ali pa po drugih vedenjskih vzorcih, ki te pa potem razbremenijo. Recimo igra na srečo ali kaj podobnega. Kako to v praksi čisto konkretno izgleda? Vi imate vsak dan opravka s temi ljudmi, ki so dejansko, kako ne rečem, podlegli vsemu temu, vsej tej naravnanosti kot zasvojenosti. Kako to izgleda čisto v praksi? Glejte, v praksi pravzaprav tako kot vsaka zasvojenost, nekako lahko odkrijemo vsaj 3
neke skupne imenovalce pri vsaki zasvojenosti. To je, da se postavlja, da se pojavlja neka kriza, če hočete, kriza volje, se pravi, noben zasvojenec nima nič drugega, za nič drugega se nima namena truditi, prizadevati kot samo za zadovoljevanje svojih potreb. Zdaj, če govorimo o kemični zasvojenosti, se pravi zadovoljevanje, iskanje nekih tistih kemičnih substanc, ki ti tisto lagodje ali pa neprijetno počutje dvignejo. To je tudi treba, da pri zasvojenosti ne gre samo za to, da se dobro počutiš. V začetni fazi ja, v naslednji fazi pa tega dobrega počutja več ni in je treba jasno povedati, da posegajo po teh substancah, po vedenjskih vzorcih, zato da se nelagodno ne počutijo, da se slabo ne počutijo. Pa se tega sploh zavedajo v tistem trenutku? V tistem trenutku racionalno ja, dojame, razume, ne? Ampak vprašanje je, ali iz tega začaranega kroga zmore sam iti. Tukaj je moje izkušnje, tukaj je moj odgovor, da težko. Sam veliko težje, kot pa s pomočjo nekoga, a je to nek strokovni delavec, a je to skupina, a je to komuna, a je to terapevtska skupnost. Sam pa dejansko v tem začaranem krogu izredno težko ven izstopiš. Se pravi, na kjer način mu lahko pomagajo prijatelji, starši, svojci oziroma neki znanci? Ja, zdaj je vse odvisno, v kateri fazi te zasvojenosti je. Ne? V neki fazi eksperimentiranja, nekega koketiranja z drogo, nekega uvajanja v ta... Se pravi, to so predvsem mladostniki? Govorimo o mladostnikih, govorimo lahko o začetnikih. Ne? Recimo v Zahodnji Evropi ni tako redek pojav, da ljudje, ki dosežejo svoj življenjski cilj, svoj standard, ki dosežejo neko častitljivo starost, grejo v penzijo, se takrat prvič srečajo z drogo. Pa kaj se jim zgodi v tistem trenutku, da kar more... Osebno sem se imel priložnost srečati z enim takim gospodom v Italiji, ki je razlagal prav to svojo življenjsko zgodbo. Svoje otroke je poslal v svet, uspešno jih šolal, naenkrat je izgubil ženo in ostal sam. In takrat je rekel, izgubil sem vso in identiteto in smisel svojega življenja in enostavno, glede na to, kako je pa na lahek način mogoče priti do droge, je rekel, sem pravzaprav začel malo iskati tolažbo, ker me alkohol sam po sebi več ni zadovoljil, iskal sem nek drugačen izziv, iskal sem nekaj, ob katerem sem imel občutek, da sem živ, da obstajam, ne? Da mi požene po žilah nek adrenalin, je rekel, da se srečal malo z drogo in mi je začelo ugajati, dobro, prijetno, ne? Na kar, ko sem se pa zavedal, da pa več ni prijetno, da pa to kar pogosto rabim, da se sploh več neprijetno počutim, je pa že bilo prepozno in se takrat zavedal in resnično v tisti skupnosti se je našel zelo koristnega potem, zanimivo, ne? Z svojimi nasveti, z svojimi življenjskimi izkušnjami je lahko drugim pomagal, je lahko drugim svetoval, je lahko druge motiviral, ampak na žalost lahko bi to na drugačen način dosegel, ne? Ampak če vas prav razumem, konec koncev ljudje ne jemljejo drogo zaradi tega, da bi jim bilo lepo, ampak zaradi tega, da premagujejo neko stisko. Ko govorimo o odvisnosti, ja, drži vaša trditev, vaša ugotovitev. V začetni fazi pa dejansko se srečujemo, večina se srečuje z drogo zaradi nekih, če hočete, radovednih razlogov, ne, to je probam, se upam, v neki fazi adolescence, odraščanja, gre za nek obred potrditve, se pravi, smem, ne, sem tudi to probal, ne. Potem pa v drugi fazi pa gre res iz neke nuje in potrebe. Kje so starši tukaj v tej začetni fazi? Oziroma, kako naj sploh prepoznajo to zadevo? Na žalost ugotavljam, da starši velikokrat zamudijo ravno iz tega razloga, ker ne prepoznajo. Ne prepoznajo pa, ker živimo zelo tako neko odtujeno, drug mimo drugega, niti ne drug z drugim, ne drug poleg drugega, ampak drug mimo drugega. Čeprav smo pod isto streho, za istimi vrati, deli nas samo mogoče 10-centimetrska stena, ampak pravzaprav ne vemo, kaj se dogaja niti z našim otrokom, niti z našim bližnjim partnerjem. Pa kolikokrat je starše čisto strah dejansko si pogledati v oči in reči,
tukaj se nekaj resnega dogaja. To je dostikrat razlog, da se zadeva potem razvija do te sfere, da sam ne zmoreš presekati. Ne? Čisto preprosto razlagajo si in se tolažijo, da sej, to je nekaj normalnega, to vsi počenjajo. Ne? Tudi današnja klima je pač taka, da dobimo informacije, da je to čisto nek normalen proces nekega odraščanja, da se s to zadevo srečamo in potem tudi ne ločijo tisto, kar je normalno, bi rekel v narekovajih normalno, kar sodi v nek proces odraščanja in ne ločijo to, kar pa več ni normalno, kar je pa deviantno, kar je pa zgrešeno. Ne? To je prva stvar, da se bojijo soočiti, bojijo se zaradi tega, ker potem zahteva ukrepanje. In ukrepati prvič pri 15-16 letih nam je verjetno jasno, da je precej zamujenega, če nismo bili konstantno vključeni od prvega leta ali pa od spočetja v nek vzgojni proces, če hočete. Ne? Pri 15 letih vzgajati svojega otroka, svojo hči, svojo hčer, pa postavljati neke norme pa omejitve, takrat je že v mnogih primerih prepozno. Zakaj? Ker čisto preprosto nimajo več tiste zdrave avtoritete starši, ki bi jo lahko imeli. Tako da zaradi tega se potem zgodi. Druga zadeva pa čisto... Pa jo lahko pridobijo nazaj, se pravičujem, da prekinjam. Jo lahko pridobijo to avtoriteto starši nazaj? Ja, z neko vztrajnostjo, z nekim sistematičnim delom, z nekim tudi z nekim izobraževanjem, spoznavanjem in velikokrat v teh naših programih pravzaprav prva faza je, da ti pravzaprav delaš z samimi svojci, samimi starši. Da pravzaprav, da se oče in mati skupaj povežeta. Da ni tista dvotirna vzgoja, če hočete, ne? Od Moskve do Vladivostoka, proga pa nikoli skupaj ne pride. Ne? Ti pravzaprav moraš zelo hitro in na kratek način zelo te interese skupne združiti. Da začutijo, da pravzaprav stare zamere, pa naj si bo tudi razveza, naj si bo tudi ločitev, ki je bila, ne? Da tukaj sedaj ne igra pomembno mesto, ne igra pomembno vlogo, ampak je pomembna vloga ta, da se skupaj borijo zoper ta problem, ki je pri njihovem otroku. In če na primer mama enega dneva opazi, jaz ne vem, neke zelišča ali kakorkoli naj temu rečemo, pač neko drogo tam v sinu ali pa hčerki, v neki torbi, kjerkoli že, kako naj ukrepa v tistem trenutku? Vsekakor resno, ne. Sin ima ali hči ima prav gotovo ogromno pripravljenih protiargumentov. To ni moje, to je od mojega prijatelja, to so mi dali. Izgovori, se to je čaj. Skratka, in ker ne poznamo, se pravzaprav ne upamo spustiti, kaj je. Ampak poudarjam, treba je z vso resnostjo pristopiti. Vzeti, da pa je nekaj, kar ne bi smelo biti. Na drugi strani pa tudi z vsem spoštovanjem do svojega otroka moraš nastopiti in ga ne moreš kar obdolževati za nekaj, kar ni. Zato tudi lahko pri nekem resnem pogovoru, pri nekem resnem odnosu, ki se kaže skozi komunikacijo, izpostaviš to čisto preprosto temo. Nas skrbi. Vemo, da je lahko težava zaradi tega, ne bojimo se te težave, ampak pričakujemo od tebe jasno informacijo, kaj je. In če on ne prizna? In če on ne prizna, potem so pa pravzaprav lahko vso zadevo prinesemo. Jaz se tudi včasih tedensko srečam dvakrat, trikrat, ko starši prinesejo čisto preprosto kaj v vrečki in rečejo, kaj je to, če vem. Seveda, neke zadeve prepoznam, če mi pa tiste, ki so na naravni bazi, zelo hitro prepoznaš. Tisto, kar je pa nekaj sintetičnega, pa tudi laboratoriji ne prepoznajo. Bolj bi poudarjal, niti to ni toliko pomembno, koliko je pomembno to, da mi pravzaprav smo pozorni na vedenje našega mladostnika. Se pravi, če ga spremljamo, točno vidimo, če pride drugačen. Glejte, pride drugačen. Te spremembe so zelo hitre, nagle, a veste, ne? Danes zaužijem, grem ven, pokadim en joint, recimo, prav gotovo v naslednjih 5 minutah sem popolnoma drugačen in sem naslednjih 3-4 ure lahko popolnoma drugačen. Pa naj, na primer, starši kdaj otroka čisto paljejo na test?
A to smiselno? Glejte, tukaj, ko so sigurni, jaz svetujem takrat, ko so sigurni in ko vedo, ko je več teh indikatorjev, kot je konstantne laži, v šoli je nenadoma uspeh upadel, recimo, tudi to je. En pokazatelj je tudi, kdo se z njim druži. Ne? Recimo živite v manjšem kraju, kjer se ljudi pravzaprav vsi poznajo. Drugo je, ko živiš v Ljubljani, pa živiš neko tudi znotraj tega odtujeno življenje, ampak recimo, ko pa živiš v manjšem kraju, točno veš, kdo se druži, isti ptiči skupaj letijo v istem jatu. Ne? In potem dobiš, nikoli se niste soočili z njegovim prijateljem. Ga noče predstaviti, ga ne pripelje domov, nič kaj dosti ne govori, je zelo skrivnosten. To so vse indikatorji, ki ti lahko prižigajo, če druga ne, tiste oranžne lučke na armaturi. Ni mu zdaj rdeče. Ko pa dobiš dejansko od Priborja, pa te zadeve, pa ti nek strokovnjak to potrdi, takrat je pa treba to rdečo lučko prižgati in potem ukrepati. In potem ukrepati na kjer način nadalje? Zdaj seveda, najbolje je, da velikokrat se starši sami po sebi ne počutijo dovolj močne. In govorimo v socialni stroki o polnomočenju. Opolnomočenju, veste, danes opolnomočiti se in pridobiti neko znanje preko interneta je lahko včasih tudi zelo varljivo. Danes imaš en kup različne internetne strani, ki pravzaprav posreduje neko znanje o drogah, ki je nepreverjeno, zelo tendenciozno napisano, vso zadevo relativizira, da ni problem. Kdo je tisti pravi, na koga se najčesto v prvi fazi obrne? Jaz bi rekel, da pravzaprav to so neki strokovni kadri, ki so pri nas priznani tudi kot strokovnjaki, ki na tem področju imajo dobre reference, dobre izkušnje in ki vas bojo tudi zares vaš problem in vas same zares vzeli. Nažalost, jaz tudi sam ugotavljam, da včasih pridejo starši razočarani iz kakih svetovalnic in rečejo, pa se me niso resno vzeli, ampak celo nasprotno so rekli, vi ste problem. In starši velikokrat dopuščajo, ja, problem smo. Ampak v prvi vrsti želimo začeti reševati ta problem, ki nastaja in je problem z drogo. Ker če bomo mi svoj problem reševali, je lahko to še 2-3 leta, v 2-3 letih se pa odvisnost pri mojem otroku lahko razvija do te sfere, da mu noben več ne bo mogel pomagati. Pa so res krivi starši? Odgovornost, jaz govorim, ne govorim o krivdi, ker krivda je velikokrat destruktivna. Ko se ljudje začnemo ukvarjati z lastno krivdo, postajamo neučinkoviti na drugem področju. Govorim pa, da smo odgovorni. Se pravi, če starši vzamejo to zadevo skrajno resno, otroku definitivno lahko pomaga, če vas prav razumem. Absolutno. Pot ven iz tega je. In ne samo to, jaz bi celo poudaril to, ne samo, da je pot, ampak ta pot, ta preizkušnja, če hočete, ta problem nas lahko naredi veliko boljše, z veliko večjimi izkušnjami. Recimo, če govorimo o teh naših fantih, ki so šli tudi skozi naš program, rečejo včasih s hvaležnostjo, kar tudi ne razumeš, hvala Bogu, da sem imel drogo, ker zdaj prihajam ven veliko boljši človek, bolj polnokrven. Prej sem bil neka sivina, anemičnost in mogoče zaradi tega se tudi z drogo srečal, danes pa znam življenje ceniti, se ga veselim. Se dejansko poglobi ta odnos do življenja, pride v stik s samim sabo in začuti, da življenje lahko tudi nekaj lepšega. Točno to, veste, je pa, da zdaj ne bi celo propagiral, moram poudariti, redki so, ki zmorejo to in potem redki zmorejo do konca priti. In tisti, ki pridejo do konca, potem tudi so še zmeraj na preizkušnji, ko se bo še zmeraj od zunaj moral preizkusiti. Ampak tisti, ki pa vztraja, sledi svojemu cilju dokončnemu, za tiste, za mnoge lahko rečem, da res imajo potem bogato življenje. To sigurno. Poglejte, to je pač odvisnost, o kateri smo govorili, od nekih substanc. Imamo pa ene prikrite odvisnosti, prej ste omenili računalniške igrice, pornografija, ne vem, kjerkoli že vsebine. Kako pa, na primer, najstarši ukrepajo v teh primerih, kaj se tiče pač nekih najstnikov, kaj se tiče nekih mladostnikov, ko vidijo, oziroma že otrok, ko vidijo, da otroci cele dneve pač igrajo te igrice, so na internetu, so na teh, ne vem, kjerkoli že omrežjih. Kako naj starši tam omejijo te stvari?
Ja, zdaj, ko otrok pade, pravzaprav zanimivo je, ne. Jaz sam sem se srečal, recimo, pri nekaterih družinah dejansko res z mladostniki in kako reagirajo, ko jim ugasnejo recimo internet ali kaj. Identične reakcije kot pri abstinenčni krizi pri nekomu, ki je zaradi kemične odvisnosti. Pojavi se agresija, pojavi se kričanje, pojavi se razbijanje, če hočete, popolnoma negotovost, ne? Iskanje, kako bi prišel do tistega, ne? Česar potrebuje. In to je pravzaprav pri vsaki v nekem smislu odvisnost. Zato sem rekel tiste 3 krize. Krize srca, kriza volje, pa kriza, če hočete, nekega moralnega kompasa, ne? Kriza vesti, recimo temu, ne? Skratka, kriza volje. Nič drugega kot samo to in zato imam voljo, za nič drugega ne. Kriza srca, ne? Gre za krizo nekih medčloveških odnosov, ne? Ni nič važno. Je to nadomestek ali kaj? Točno to. In tukaj vidiš, da pravzaprav ljudje velikokrat polnijo svoj manjko, a je to v odnosih, ali je to nizko samopodobo manjko, ne? Polnijo skozi te zadeve. In recimo zanimivo, da ta naša trditev drži je v tem, tudi ko človeku vzameš drogo, tudi ko ga postaviš v fazo nekega abstinenčnega kriziranja, ko ga boli vse, telo, pravzaprav se kaj dogaja. Ko mu daš samega sebe, ko mu postaviš sebe za družbo v nekem nadomestku, veliko lažje, veliko hitreje in veliko bolj učinkovito premaga te abstinenčne krize. Se pravi, človeku vzeti tableto, včasih naši fanti rečejo, veš kaj, vzel ti bom vse tablete, ampak dal ti bom samega sebe, boš videl, da ne boš rabil. In to se res uresniči. Se pravi, odnos tisti, ko dejansko rešuje in ko da eno novo dimenzijo človekovega doživljanja. Se pravzaprav, zakaj sem že v začetku poudaril, da so veliko bolj učinkovite skupnosti ali komune ravno zaradi samega odnosa. Odnos je tisti, ki zdravi, odnos je tisti, ki postavlja tudi neke norme, neke življenjske vrednote in neke cilje in skozi odnos pravzaprav ti lahko preverjaš in svoje sklepe, svoje rezultate in v nekem smislu rasteš in osebnostjo do samega sebe in do drugih. Zato je potreben odnos. Ne? In tudi skozi odnose potem tudi učiš, če hočete, kaj so tudi neke delovne navade, tudi nek odnos do dela. Zvone, se pravčujem, da vas prekinjam, kje starši izgubijo ta odnos do otroka? Kje ga zgubimo, ne, kje ga zgubijo, jaz tudi ga velikokrat zgubljam in ga tudi sam iščem, ne. A je to v tej, pravzaprav, jaz vidim v eni taki inflaciji nekih odnosov, ne. Pravzaprav vsa ta komunikacijska sredstva nam dajajo možnost, da smo v odnosu, ampak ta odnos je izredno šibak, nekvaliteten. Se pravi, če vas prav razumem, ko zgubimo neki odnos, stik, pristno, tisto eno držo, takrat je ena možnost za neko zasvojenost. Je neka možnost in takrat, ko se neka zadeva izprazni, je nevarnost, da jo otrok sam ali družba ali ulica z neko drugo zadevo napolni. Se pravi, odnos tisti, ko rešuje. Zvone, katere bi bile zaključne besede za našo oddajo, ene spodbudne, ene tiste, ko res nadajo en občutek ene varnosti, da lahko gremo naprej, tudi če se nam je zgodila ta krivica neke zasvojenosti? Nikoli ne obupati. Ne? Naš ustanovitelj, Dom Perino, je rekel, največja stvar, ki jo človek v svojem srcu nosi, je pogum. Ne? In ravno pri tej stvari je potrebno imeti dosti poguma. Najprej, da se soočiš, da priznaš, da hočeš videti, in druga zadeva, pogum, da se lotiš reševanja tega problema. In tretja stvar, ki je zelo pomembna, imeti svoje otroke toliko rad, da ne obupati. Boriti se do konca. Zvone, hvala, da ste bili gost oddaje. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa želim vse dobro. Hvala lepa tudi vam in v veselje mi je bilo. Hvala.